Lepo pozdravljeni. Upam, da ste lepo praznovali veliko noč. Če ste pojedli preveč velikonočnih dobrot, ne skrbite preveč. Naslednji teden bo spet lepo vreme, zato boste imeli veliko priložnosti za rekreacijo na prostem. Zdaj pa k novicam preteklega tedna. Na velikonočni ponedeljek zjutraj je v svojem zasebnem bivalnem prostoru v Vatikanu umrl papež Frančišek v starosti 88 let. Umrl je zaradi možganske kapi, ki je povzročila komo in srčno odpoved. Bil je prvi papež iz Latinske Amerike in prvi jezuit, kar je nekaj posebnega, ker jezuiti navadno ne sprejemajo visokih cerkvenih položajev. Katoliško cerkev je vodil 12 let in bil duhovni vodja 1,4 milijarde vernikov po svetu. Pogrebna slovesnost bo jutri ob 10. uri dopoldan v baziliki svetega Petra v Vatikanu in bo potekala v skladu z željami pokojnega papeža. Skromno, brez razkošja. Njegovo zadnje počivališče bo v rimski baziliki Santa Maria Maggiore, kar odstopa od običaja, saj papeže običajno pokopljajo v baziliki svetega Petra. Po 9-dnevnem obdobju žalovanja bo izvolitev novega papeža, ki bo predvidoma po 5. maju. V sredo so poslanci v državnem zboru obravnavali interpelacijo proti vladi zaradi izjav premierja Goloba o pokojninski reformi iz leta 2012, s katero je Janševa vlada znižala odmerni odstotek, zaradi česar naj bi, glede na premierjeve besede, upokojenci dobivali nižje pokojnine in se je njihov ekonomsko-socialni položaj poslabšal. Razprava je trajala 14 ur. V končnem sklepu je bila zavrnjena zahteva SDS, naj vlada predčasno zaključi svoj mandat, saj naj bi bila, po besedah poslanca SDS Zvonka Černača, neučinkovita. Opozicija je vladi očitala zavajanje, koalicija pa je opozicijo obtožila, da ji gre zgolj za politične igre. To je že 10. interpelacija v tem mandatu. Državni zbor je kljub vetu državnega sveta spet potrdil novi zakon o zdravstvu. 50 poslancev je bilo za, 25 proti. Ta zakon zdaj bolj jasno loči med javnim in zasebnim zdravstvom. Po novem zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki delajo v javnih bolnišnicah, ne bodo več mogli v taki meri kot doslej delati še pri zasebnikih. Pod strožjimi pogoji bodo še vedno lahko delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih, vendar jim država ne bo več tako zlahka podeljevala dovoljenj za dodatno delo pri zasebnikih. Miha Kordiš s somišljeniki napoveduje ustanovitev nove stranke, imenovane Mi socialisti. Ustanovni kongres bo predvidoma jeseni. Ta bodoča stranka naj bi že imela več kot 500 članov, ki so se ji pridružili po Kordiševi izključitvi iz stranke Levica in izstopu iz poslanske skupine. Kordiš se je z vodstvom Levice razšel že v lanskem letu, ko je svet stranke konec novembra sprejel sklep o zamrznitvi njegovega članstva.
V Levici so takrat navedli, da Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege. Včeraj je začela veljati prepoved vseh arom v elektronskih cigaretah, razen tobačnih. To vključuje sladke, sadne in zeliščne okuse. Zakonodaja predvideva poostren nadzor, ki ga bosta izvajala zdravstveni inšpektorat in finančna uprava. Kazni za prodajo, ponujanje ali spletno nakupovanje prepovedanih izdelkov segajo od 3000 do 5000 evrov. Na ministrstvu menijo, da gre za pomemben korak v zaščiti zdravja, še posebej mladih. Slovenija se pridružuje drugim članicam Evropske unije, ki so že uvedle podobne ukrepe. Trgovec z elektriko v državni lasti, podjetje GEN-I, od države zahteva 40 000 evrov odškodnine zaradi napačnih podatkov v prenovljeni aplikaciji Erar. V podjetju poudarjajo, da Komisija za preprečevanje korupcije po več kot mesecu dni še vedno ni popravila napak v aplikaciji, ki so škodljive za dobro ime in ugled GEN-I. Včeraj je Trump kritiziral ruski raketni napad na Kijev v Ukrajini, v katerem je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, več 10 pa ranjenih. Na družbenem omrežju Truth Social je zahteval, naj Putin napade ustavi, saj so nepotrebni in povzročajo veliko trpljenja. Vladimir, stop! Na teden umre 5000 vojakov. Dosežimo mirovni sporazum. Trump je bil kritičen tudi do Zelenskega, ki je dejal, da Ukrajina ne bo priznala ruske zasedbe Krima v Ukrajini. Zelenski, ki se je zaradi napada na Kijev vrnil iz Južne Afrike, je zahteval, da Rusija takoj ustavi napade. Po njegovem mnenju Rusija pritiska na ZDA, medtem ko zaveznice Ukrajine ne izvajajo dovolj pritiska na Moskvo. Srbska opozicija je proti predsedniku Vučiću vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne uporabe zvočnega topa na protestu 15. marca v Beogradu. Opozicija trdi, da so ljudje zaradi tega utrpeli poškodbe sluha in tesnobo. Stranka zahteva, da se preveri, kdo ima to orožje in kako je bilo uporabljeno. Ruska varnostna služba FSB je v poročilu zatrdila, da zvočnega topa na protestu niso uporabili. Vučić je v odzivu na kazensko ovadbo ponovil, da 15. marca zvočni top ni bil uporabljen. Ovadbo je označil za še eno laž in poudaril, da je ruska FSB potrdila, da naprava na protestu ni bila uporabljena. V ZDA bodo prenehali uporabljati umetna barvila v hrani in pijači. Ameriška uprava za hrano in zdravila, FDA, bo kmalu odobrila rabo 4 novih naravnih barvil, ki bodo nadomestila umetna barvila. Minister za zdravje Robert F. Kennedy je poudaril, da se Američani ne zavedajo, kaj jedo, in da je ta ukrep pomemben korak za zdravje otrok, saj strokovnjaki opozarjajo o negativnih učinkih umetnih barvil. Kennedy je v torek povedal, da bo vlada kmalu prepovedala uporabo 2 vrst umetnih barvil, medtem ko bodo proizvajalci morali prostovoljno odstraniti preostala barvila iz svojih izdelkov.
V Evropi ni prepovedi umetnih barvil, a proizvajalci raje uporabljajo naravna barvila, ker nočejo dajati opozoril na embalažo. Znana pisatelja Shakespeare in Cervantes sta umrla 23. aprila 1616. Zato je UNESCO leta 1995 ta dan razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Dan je posvečen promociji branja, hkrati pa želi spodbuditi ljudi, še posebej mlade, da odkrijejo užitek branja in spoštujejo avtorska dela, ki so prispevala k kulturnemu napredku človeštva. V knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skabrne so opozorili, da večina knjig ni dostopna slepim in slabovidnim, kar jih izključuje iz kulturnega življenja in nimajo enakih možnosti na področju izobraževanja. Ne gre torej le za kulturni problem, ampak za vprašanje človekovih pravic. Tudi za gluhe je branje tiskanih knjig pogosto izziv, saj slovenščina ni njihov materni jezik. Slovenski znakovni jezik ima svojo slovnico in način izražanja, zato pisno besedilo ni vedno lahko razumljivo. Prilagojene knjige v znakovnem jeziku, najpogosteje v obliki videoposnetkov, gluhim omogočajo boljšo dostopnost do vsebin. Takšne knjige so na voljo tudi na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V soboto 19. aprila je v Zgornji Kungoti potekalo državno prvenstvo gluhih v badmintonu, ki ga je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Mladinci so se prvič preizkusili v neuradnem tekmovanju v mešani kategoriji. V ženskem finalu je Kranjčanka Polona Kopina premagala Novogoričanko Teodoro Strel z rezultatom 2:0. V moškem finalu pa je Mariborčan Robert Debevec z 2:1 premagal Novogoričana Tomija Strela. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, ob morju bodo možne nevihte. Padavine bodo popoldne oslabele, pihal bo severni veter, na Primorskem burja. Najvišje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno z rahlim dežjem v vzhodni in južni Sloveniji. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, dnevne od 13 do 16 stopinj Celzija, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V nedeljo se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala burja. V ponedeljek bo sončno na Primorskem, drugod pa oblačno s popoldanskimi plohami. Kretnja tedna je brajica ali brajova pisava. To je posebna pisava za slepe. Razvil jo je Louis Braille leta 1821, zato se pisava imenuje po njem. Idejo za podobno pisavo je najprej dobil Charles Barbier, ki je naredil sistem za vojake. Hotel je, da bi vojaki ponoči sporočila lahko brali brez luči. A njegov sistem je bil pretežek, zato ga niso uporabljali. Kasneje je Barbier obiskal šolo za slepe v Parizu, kjer je srečal Louisa Brailleja.
Slednji je opazil, da prsti težko preberejo zapletene znake, zato je ustvaril celico s 6 pikami. Ta sistem je zelo pomagal slepim pri branju in pisanju. Danes obstajajo tudi računalniki in drugi pripomočki, ki omogočajo uporabo brajice. Zdaj smo pri koncu oddaje. Še kratko obvestilo: naslednji teden bodo vsi učenci in učenke imeli 9 dni prvomajskih počitnic. Spletna TV bo imela praznik samo 2 dni, in sicer 1. in 2. maja. Oddaja Splet dogodkov tedna bo ponovno na sporedu v petek, 9. maja. Uživajte v prvomajskih praznikih.